Jože Levin je bil gluhi ljudski umetnik, rojen 25. aprila 1920 v Jeličnem Vrhu nad Idrijo. Pri 2 letih je zaradi padca oglušel. Odraščal je v družini s 5 otroki. Pred drugo svetovno vojno se je družina preselila v Dol pri Ljubljani. Kasneje je spoznal tudi gluho ženo Frančiško, s katero sta si v majhni vasici v Hojčah pri Svetem Gregorju ustvarila družino. Rodili sta se jima hčerki Majda in Olga. Prvo moram povedati to, da svet gluhih je nekaj posebnega. To sem jaz občutila v otroštvu in pol tudi še naprej. To je en tak svet topline, ljubezni. Marsikdo misli, da je v tišini težko živeti. Nama z Majdo je bilo prav lepo. Tako kot vsak otrok opiše svoje starše, kako so ljubeči in dobri in tako, mislim, da je bil naš ata nekaj res izrednega. Pa ne zato, ker je bil moj ata, ampak čeprav je bil po telesni zgradbi velik, še ko je bil mlajši. Nekateri so celo rekli, roke je imel kot lopate, ne, take močne roke, ampak to so bile tako ljubeče roke. Po celem dnevu delanja, ko smo to hišo kupili, ki je imela samo še 4 vogale narejene, je moral on to dodeljevati in sam in s pomočjo sosedov, dobrih ljudi. On je še vedno imel zvečer čas in moč, da naj je z Majdo vedno pobožal, vedno poljubil, pa lahko noč in sva zaspale. In nikdar se mu ni zdelo škoda ali pa odveč, če je bil še tako utrujen, prosili, daj nariši nekaj, ne. Pa je narisal, pa sva bile tako vesele. In s tem se je tudi začelo, da so vsi naši vrstniki hodili k nam. Ob nedeljah je bilo miza polna otrok, viseli so mu na rami, ga gledali gor dol, čas kosila ni bilo kosila, ker je ata mogel risati. Rad je to delal, ne, strašno rad. Jaz se ga spomnim delavnice, ki je bil vseskozi v svoji delavnici in sem prišla k njemu v delavnico in sem ga vprašala, kaj dela, ne, meni je bilo to fascinantno. In ni ničesar odgovoril, se je sam nasmehnil, me stisnil k sebi, me pobožal. In jaz sem ga gledala, zakaj ničesar ne odgovori. In potem sem šele kasneje izvedela, da je bil v bistvu on gluh, ne, in da me ni slišal, da me ni razumel, da zaradi tega ni ničesar odgovoril, ne. Ampak vedela pa sem, da me je mu neizmerno rad, da tudi potem kasneje, ki je bil bolan, sem ga še zmeraj prosila, da bi mi enega slončka narisal in je tudi malo pred smrtjo je narisal še vedno tako eno risbo pa slončka, čeprav je bil že močno bolan. O njegovem talentu se je širil glas daleč naokoli, a najbolj ga je zaznamoval, ko si je z njim rešil življenje. Njegova družina je bila namreč med 2. svetovno vojno izgnana v koncentracijsko taborišče v Nürnberg. Po vrnitvi domov je po spominu narisal znamenito sliko, ki je predstavljala pogled skozi okno njegove celice v taborišču v Nürnbergu. Ko je bil v tej celici, mu niso verjeli, da je gluh, ker ostali družinski člani so slišali. In so mislili, da se pretvarja in so mu dali ga tam v samico, on je govoril, da je bil sam, pa zamrežena okna, pa paznik je hodil sem pa tja. In nato je bilo dolgčas, ni imel kaj početi in je prosil, če lahko dobi svinčnik pa en papir. Pa mu je tisti paznik prinesel. In ata je vsakokrat, ko je šel paznik mimo, eno potezo njegovo narisal. Pa spet, pa je odšel, pa ga ni bilo, pa je študiral, kaj je še videl pri njemu, pa je še nekaj dodal, pa še nekaj, ne. In ko je bila pa slika narejena, je pa tako pazniku dal, ne. No in ta paznik, ja, ta pripovedal je bil tudi tak velik možakar, samo solza mu je dol prišla, pa ga je tako pogledal, pa je šel ven. Pa ga ni bilo. No, in čez par dni je ta isti paznik, so se menjavali, ker so bili izmeni, ne. Ta isti paznik prišel, odklenil vrata in je rekel, da lahko gre. In ata je rekel, da ni mogel verjeti, da je svoboden, ker je bil prej v tistem, da je kar stal tam, pa ga je pa on kar čez vrata, pejt. No in ata je pol od veselja, je rekel, da nič ne ve, kje je taval in kako, ampak šel je peš, ne. Šel je peš domov. Danes pokojnega Jožeta Levina uvrščajo med ljudske umetnike. Nekateri so ga poimenovali celo fenomen ljudskega slikarstva.
Bil je preprost človek, ki je ustvarjal, kar je bilo ljudem blizu in domače. Jože je uporabljal motive iz narave, nekaj je tudi delal portrete, pa tudi skratka ljudje in narave, pa tudi verski motivi. Bil je veren človek in tako je veliko del slikarskih šlo tudi v Ameriko, v Argentino in v Kanado. Tudi materi misionarja Pedra Opeka je izdelal sliko. Pa tudi izdelal je tudi makete. Takrat je bil tukaj gregorski župnik Šivic Ludvik in je po njegovem naročilu izdelal maketo Brazijanske cerkve. Rad je hodil v naravo, pripovedovali so, da je tudi ponoči veliko hodil, pa ustvarjal je ponoči njegova dela. Vedno, ko pa je šel na sprehod, pa je imel s seboj svinčnik in blokac. Tako si je nekako naredil neko skico, potem pa doma nadaljeval z množico slikarskih del in tudi rezbarskih. Poslikaval je pa tudi krožnike in šatulje. Ni jih pa samo poslikaval, krožnike je tudi ožigal. Motivi so bili tako kot na slikah, verski, tihožitja, pa tudi deli domačije, stavbe. Arhitekturo je v bistvu upodabljal predvsem kmečko stavbno dediščino. On je zelo rad imel rastlinje, vse rože, živali, in ko je češnja zacvetela, on je bil ves srečen, ki je prinesel eno vejico, si jo na mizo dal, gledal, občudoval tisto, pa zraven risal, pa primerjal barve, kako bo šla. Ta prava je, ne, pa je pa v vazici pri njemu, ne. In edini dan, ki je bil počitek, je bila za njega nedelja. Takrat se je odpravil v ta bližnji gozd, če je bilo lepo vreme, svinčnik, očala, cigarete, blokac, to je bilo njegovo orodje, ki ga je imel s sabo. Nazaj je pa prišel najmanj, kar je bilo s polnimi žepi storžev, kakšnih listov zanimivih barv, oblik, ali pa kakšna korenina ali pa veja na rami, ne. S tem je on vedno prišel in to je njemu prišlo prav. Hotel je poskrbeti za družino, to je bila njemu svetinja in je seveda se ukvarjal pol tudi s tem, ne, in je tudi slike prodal, po naročilu naredil, nikdar zamudil roka. Če je bilo rečeno, takrat rabimo sliko, je bila slika narejena, pa tudi če je 3 noči zapovrstjo sliko delal, po dnev pa po 1 uro, 2 ure dremal, ne. Dostikrat je tudi ponoči, on cele noči, kot je mama pripovedovala, se jo ne spomni, da bi on spal od večera do zjutraj. Zmeraj je nekaj bilo, ko ga je zmotilo, in ko je bilo mami tega zadosti, ki je ponoči stalno vstajal, pa svinčnik iskal, pa nekaj, da bo risal, se je pritoževala, pa je rekel, pusti, izum. On je ponoči izumil, kako se bo naredila recimo stružnica. Pa kako si bo naredil mini krožno žago, da je imel za te drobne stvari žagati. Če je kdo šel, prosil za sliko, naročil, jaz sem mu to skretno mi povedala, da je razumel, ne. Pol, če je bilo kakšna za v tujino, sva šla do Tične hiše, da jo je narisal, smo se vse pogovorili, po je naredil, sva spet odnesla. V glavnem, jaz sem bila vsak dan z njim kot prevajalka, da se je zastopilo. Drugače pa se on je naredil slike, kipe, popravljal ure, čevlje popravljal, šival, če je bilo treba, jaseljce je naredil, tele končnice od panj je barval, križe, tele razpela. Ljudje so želeli, da je prišel na list mesta, da je hišo narisal, skiciral, ampak točno je narisal, vse barve si je napisal, če je bilo to jesen, so bile jesenske barve, če je bilo pomlad, spomladne, pol je pa to doma povečal, naredil pač kakršno mero smo se zmenili na platno, pol je pa na platno narisal, tista slika je mogla biti kar nekaj časa, da se je sušila, pa so jo zvili, zrezali, zvili, pa poslali večina, odnesli, pač svojci, ki so šli svoje obiskati v Argentina, Kanada, no pa v Ameriki sploh, pa v Avstraliji so tudi slike njegove. Pri prodaji njegovih slik mu je pomagala tudi gluha skupnost, ki je z veseljem širila glas o njegovih delih. Že takrat so bili med seboj zelo povezani.
Z ženo sta se s slišečima hčerama sporazumevala v domačem znakovnem jeziku. Mi smo imeli en svoj jezik, ker ata je hodil sem malo časa v italijansko šolo, mama je hodila 8 let v šolo, on pa ne, ampak mi smo imeli za vsako stvar svoj znak. Tako da smo vedeli, naprimer sosed tlele, smo rekli za Bukovcev Janez, pa mu nismo mogli povedati, pa je enkrat si oko poškodoval in je mu takole zalimano in je takole naredil, da je za Bukovcev Janez. To je bilo ta komunikacija. No. Gluhi so bili pri nas skoraj vsako nedeljo, ne. Ko se jih je kar več zbralo, bil je en vodovodni inštalater po izobrazbi, tudi gluh. Živel je tukaj v Ribenci pol, prej pa v Ljubljani in je imel kombi in jih je kar v kombi napokal, pa so prišli sem. Pri nas smo imeli vsako nedeljo gluhe obiske popoldne, dopoldne pa otroke slišečih, ki jim je risal, a ne, pa zabaval jih. Pa bil je tudi tako zelo družaben človek, ne, tudi ko se ni znal skomunicirati, on je znal imitirati marsikoga, ne. Včasih so se mu nasmejali tako, da ni bilo ne kraja, ne konca. Če drugo ni zaleglo, je pa stojo naredil. Bil je tako za hece, ne, zelo rad je veselje je bilo v njemu, ne, pa zelo optimističen. On je vedno rekel, bo boljše, ne, bo boljše. Če mu je pa kdo rekel, škoda, ker si gluha, ne, ker ne slišiš, je pa rekel, ne, prav Bog je vzel, Bog je dal, je rekel, imam talent. Jaz se Jožeta Levina spominjam predvsem iz otroških let. Začel se je pa moj stik z njim, so se začeli tako, ko so še stanovali pri Svetemu Gregorju, gor je bilo eno stanovanje in so stanovali tam. In jaz sem dobil šol nalogo v Sodrasti, v osnovni šoli, da nekaj narišemo za pionirski list. Ne. Seveda jaz nisem imel kakšne posebne ideje, kaj bi narisal, pa sem šel k njemu. In on mi je dal idejo, da bi mi narisal Sneguljčico in 7 palčkov. Seveda, on mi je to narisal, takoj se je videlo, da to ni delo enega amaterja, ampak da je to delo profesionalca. Ko sem jaz to v šolo nesel, seveda učiteljica je takoj vedela, povedal sem, kdo mi je narisal, seveda z ozirom na to, da je bila ta slika tako lepo narejena, je šla naprej v pionirski list. Tudi spodaj, ki je delavnico imel, pa si je okno odprl, ptički so peli zunaj, pa sem jaz še kot mlajša, sem bila v osnovni šoli, pa sem šla tako mimo, pa sem rekla, bogi ata, ker ne slišiš, kako ptički pojejo, ne. Ko bi ptiček vedel, da ata ne sliši, priletel mu je na ramo in mu je čivkal. In ata je sem takole naredil, pa takole, pa da moram biti primer. In sem bila čist primer, to je bilo minutko, 2, pa je ptiček odletel. Pa spet mogoče drug dan in drug prišel. Tudi z roke so mu jedli tele zunanje ptice. Ne vem, kakšen čut je to imel. O njegovem izjemnem čutu za naravo, živali, umetnost in človeka se govori še danes, čeprav je od njegove smrti minilo že skoraj 40 let. Za njim so ostala številna dela, ki še vedno živijo v številnih domovih. Še bolj kot njegova dela pa med ljudmi živijo spomini, kako je kljub gluhoti na svojstven način nagovarjal svet okoli sebe.